Pozdravljeni. Na vrsto je prišel vikend posvečen veliki nagradi Emilije Romanje. In še preden se bodo aktivnosti na progi začele, si bomo kot ponavadi pogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti te znamenite dirke. Tudi danes se bomo v uvodnem prispevku ustavili pri tistih treh že dobro znanih točkah. Pri dirki iz preteklosti, pri lastnostih ter značilnostih same proge in na koncu bomo nekaj minut posvetili tudi vremenski napovedi. A ker mineva 30 let od tistega 1. maja 1994, boste verjetno vsi vi v mnogih medijih poiskali članke in prispevke o tem, kaj se je takrat dogajalo. In kot dobro veste, na kanalu Badger's Way se trudim, da ne ponavljam zgodb, ki so že tolikokrat povedane in dobesedno prežvečene. A kljub vsemu ta velika nagrada bo posvečena spominu na Ayrtona Senno in Rolanda Ratzenbergerja. Sam sem se ju spomnil točno na dan, ko se je zgodila tista tragedija, ki je končala njuni življenji. In kogar zanima, ima bližnjici do tistih dveh, po mojem osebnem mnenju, dokaj zanimivih prispevkov, kot običajno tam zgoraj. A če bi lahko dejali, da o dirki leta 1994 nimamo več kaj dosti za dodati, bi rad izkoristil to priložnost, da bi pogledal, kako se bodo razne ekipe spomnile teh dogodkov danes. In ustavil se bom pri ekipi Alpine in Pierre Gasly. Ima Pierre Gasly rad Ayrtona Senno, verjetno ni novost. Da je že nadel barve čelade brazilskega šampiona na svojo barvno shemo, smo že videli tudi v preteklosti. In tudi letos si je dovolil nekaj takega. Ni ne prvi in verjetno tudi ne zadnji. Ruben Barrichello je že leta 1995 na veliki nagradi Brazilije na svojo barvno shemo dodal tiste znamenite barve brazilske zastave. Na isti dirki, ampak leta 2011, je Lewis Hamilton dobesedno imel pravo repliko čelade Ayrtona Senna. To nam potrjuje tudi tisti znak, ki je lepo viden na samem filmiku. Ampak Pierre Gasly letos ima dokaj podobno čelado tisti, ki jo je imel Ayrton Senna, čeprav ne enak. Če smo natančni, tam, kjer se stika vizir samo čelado, vidimo, da ima rumeno polje, ki dobesedno ne sodi v tisto barvno shemo, ki jo je naredil znamenito sam brazilski šampion. In to je tudi razlog, zakaj verjetno mu ni bilo treba povprašati za posebno dovoljenje fundacijo Senna. A konec koncev, mnogokrat sem že dejal, predvsem na lanski veliki nagradi Kanade, da na glavo si lahko vozniki obesijo dobesedno karkoli, to jih še ne naredi tako velike kot one, ki so tiste barve nosili takrat, ko še niso bili verjetno tako znameniti. In isto je napravil Charles Leclerc na prej citirani dirki, ko je na svojo glavo nataknil čelado Villeneuve. A pustimo sedaj to, verjamem, da Pierre Gasly želi pritegniti nekoliko pozornost. Ampak pri ekipi Alpine
so izgubili, vsaj zopet po mojem osebnem videnju, lepo priložnost, da bi lahko Senjo počastili na drugačen, po mojem mnenju, boljši način. Gasliju so dali priložnost, da se je pokazal v Tolemanu iz leta 1984. In kdor pozna zgodovino ekipe Alpine, ve, da pravzaprav izhaja iz tistega Tolemana, s katerim je Ayrton Senna začel svojo avanturo v svetovnem prvenstvu Formule 1. A če je tisti bolid začetek zgodbe Ayrtona Senne, sam osebno ne vidim smisla, zakaj se z njim spominjajo konca in seveda tistega tragičnega dogodka izpred 30 let. To je enako, kot če bi sam tu na prispevku mahal z McLarenom MP4/4, ki z tragedijo v Imoli nima nobene zveze, le to, da ima številko ter napis Ayrtona Senna. In to je vse. Zakaj sem tako kritičen? Namreč leta 1984 je Ayrton Senna s tistim Tolemanom spisal zgodovino, predvsem na veliki nagradi Monaka. Takrat, ko je deževalo, se je Jackie X kot direktor dirke odločil prekiniti dejavnost na progi in tako, po mnenju mnogih, je zmago podaril Alenu Prostu. Drugi je bil Ayrton Senna, kateremu je malo manjkalo, da ne bi Prosta dohitel in prehitel. Podelili so polovične točke, kar se je pokazalo za odločilno na samem koncu sezone, ko je postal svetovni prvak pokojni Niki Lauda z pol točke prednosti pred Prostom. In seveda Toleman Hart, ki je bil na razpolago Ayrtona Senne, bi bolj spadal na veliko nagrado Monaka, še posebej, ker letos mineva 40 let od tiste znamenite dirke. In verjetno šampionov bi bilo bolje se spominjati po tistih velikih gestah, ki so jih napravili na progi in ne po tragičnih nesrečah, ki so nam jih vsem nam, ljubiteljem Formule 1, odvzeli. In če so, na primer pri ekipi Alpine, uporabljali tisto, kar so imeli dobesedno na voljo, bi vas rad spomnil, da mnogi navdušenci Formule 1, med katerimi tudi tisti, ki sledite temu kanalu, ste 1. maja lepo odšli na romanje v Imolo in tam posneli enkratne fotografije vsega dogajanja, ki je nekako počastilo velikana Formule 1, kjer smo lahko videli Williams Renault iz tiste sezone. In to je nekaj, kar nam da misliti. Namreč izgleda, da v današnji Formuli 1 se samo želi nekako pritegniti pozornost, dobiti tako imenovane klike in všečke, ampak o vsebini bore malo govora. Tako, vrnimo se raje k tistemu, kar so značilnosti proge Enza in Dina Ferrarija v Imoli. A če se ozremo malce na shemo proge, bomo takoj opazili že na prvi pogled, da ne zgleda preveč zahtevno. Ampak videz lahko vara. Namreč proga ob rečici Santerno je v bistvu med poznavalci znana kot tista, ki loči prave šampione od dobrih voznikov. Samo eno območje DRS tam na štartno-ciljni ravnini, ki se zaključuje tik ob kombinaciji Tamburello in detekcijska točka je dokaj daleč. Krog je dolg 4909 metrov, torej velika nagrada bo v bistvu trajala 63 krogov. Ampak verjetno marsikoga izmed vas sedaj zanima,
kakšne lastnosti so in kako dobesedno pnevmatike trpijo na znameniti progi Enza in Dina Ferrarija. Zato nam bo pomagala tabela, ki jo objavlja Pirelli in kjer že na prvi pogled vidimo, da je izbor letos padel na C3, C4 in C5. Isti kot lani, ko je dirka odpadla. A to še ne pomeni, da ne bomo imeli nekih primerjav, kajti podatki so bili objavljeni. Če se ozremo na tisto izvedbo v sezoni 2022, bomo takoj videli, da je bil takrat izbor malce drugačen, C2, C3 in C4. Ampak kljub vsemu nam sodobna tabela kaže, da pravzaprav proga v Imoli je nekako v povprečju. Vse vrednosti so tam okrog 3. Razen traction ali pospeševanje, grip ali oprijem ter evolucija same asfaltne površine imajo nižjo vrednost, torej 2. A že pogled na tisti prikaz, kako naj bi trpele pnevmatike, nam takoj da potrditev, da iz tega vidika vozniki ne bodo imeli večjih težav. Nimamo kakšnih živo rdečih barv, ki nam bi kazale na težave, tako z nekako krotenjem longitudinalnih kot bočnih sil. Na konec koncev to ne pomeni, da je proga enostavna. Potrebno je imeti občutek, predvsem na stopalki z plin in zaradi tako nizkih sil, ki se prenašajo na pnevmatike, bi lahko imel marsikdo težave s samo temperaturo. Čeprav bi tu lahko dejali, da na prvi pogled, kot sem že omenil, so zadeve enostavne in nezanimive, smo lahko videli v preteklosti, predvsem v kakšnih obdobjih varnostnih avtomobilov, da se je lahko marsikdo dobesedno opekel. Ampak konec koncev poglejmo si malce, kaj pravi Pirelli glede nastavitev. In tu bomo primerjali letošnje s tistimi, ki so jih napovedali lani. Kar se tiče samega previsnega kota, je letos na prednjem paru koles ta določen na 3 stopinje. Na zadnjem paru koles pa stopinjo celo 75. In kar se tiče tiste odpadle lanske dirke, je bila zadeva dokaj podobna. Le na prednjem paru koles je bil kot določen na 3 stopinje cele 25. A bolj zanimiva je zgodba vezana na sam minimalni predpisan tlak. Namreč letos na prednjem paru koles 25 funtov in pol na kvadratni palec. V zadnjem paru koles 22 funtov na kvadratni palec. V lanski odpadli izvedbi je Pirelli določil, da na prednjem paru koles je minimalni tlak 24 funtov in pol na kvadratni palec, v zadnjem paru koles pa 21 funtov in pol na kvadratni palec. Torej, letos vidimo senzibilni dvig tlaka, kar po svoje niža temperaturo. Torej, vidimo lahko, da zadeve so vse prej kot predvidljive. Odvisno bo mnogo od tega, kakšna bo temperatura zraka in predvsem asfalta. V sredo in četrtek tudi v Imoli dežuje. A že v petek naj bi padavine ponehale in vreme naj bi bilo delno oblačno. Temperatura med 13 in 24 stopinjami Celzija, medtem ko v soboto naj bi bilo po napovedih malce bolj sončno. Čeprav sprememba v temperaturi minimalna med 13 in 25 stopinjami Celzija. A najbolj zanimivo bo verjetno dogajanje v nedeljo. Imamo možnost neviht. Sicer količina padavin tam okrog 2 mm in ni še znano, ker gre za nevihte, ali so možne padavine v samem času velike nagrade. Temperatura zopet med
15 in 24 stopinjami Celzija, ampak v vsakem primeru izjemno visoka možnost, da bomo imeli moker ali pa vsaj vlažen asfalt. A gre za napovedi, treba bo spremljati sproti, kaj se dogaja in kaj se spreminja. Pred samim zaključnim pozdravom bi vas rad spomnil, da v nedeljo pred in po dirko za veliko nagrado se dobimo tu na kanalu v živo. Pred samo dirko tisti krajši prispevek, krajše javljanje, kjer bom skušal podati zadnje novice, zadnje spremembe in vse tiste podatke, ki bi vam morda prišli prav pri samem spremljanju dogajanja na progi. Po dirki tista glavna novost, komentar v živo, z vašimi pripombami, vprašanji ter mnenji. Torej, začenja se velika nagrada Emilia Romagna oziroma vikend posvečen njej. Za uvod, kot ste razumeli, bo to res vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.